športni pozdrav. V tem letu je slovenski judo zlato olimpijsko medaljo Urške Žolnir postavil nov mejnik. Kar se tiče članov moške reprezentance, je bil v iztekajočem letu v ospredju slovenski judoist leta Matjaž Ceraj, ki je bil v izjemni formi. A kljub temu na evropskem prvenstvu ni uspel poseči po medalji. Vendar je okoli 111 kg težak mojster juda prepričan, da je najbolj bleščeči del kariere šele pred njim. Njegovemu razmišljanju namenjamo zadnji športni kompas v tem letu. Moram reči, da sem sezono zadovoljen, nanizal sem res nekaj lepih uspehov, ampak vsekakor mi ostaja tisti grenek priokus iz letošnjega evropskega prvenstva, ko sem v bistvu za 3. mesto vodil še 10 sekund do konca, pa v bistvu potem je tekmec zaičil, pa v podaljšku izgubil. S tem glih ne moram biti zadovoljen, zdaj sem v bistvu že v takih letih, ko bi pač tako borbo mogel speljati, je bilo res zelo malo časa do konca. Kar se tiče ostalih rezultatov, pa moram reči, da sem zelo zadovoljen. Tudi same olimpijske igre. Naletel sem pač že v drugem krogu na korejskega predstavnika, ki je bil številka 3 na rang lestvici. Konec koncev niti ni veliko manjkalo, da bi ga premagal. Tako da moram reči, sem zadovoljen, nisem imel nekih večjih poškodb. Tako da je sezona bila kar, če rečem za ceno, je kar šla po planu, neko solidno pozitivno oceno čestno. Bom kar tako malo povzel prejšnje 4 leta, olimpijada v Pekingu, ko sem nastopil, pa zdaj na olimpijadi v Londonu, če to izpostavim kot neka dva velika vrha, moram reči, da je zelo velika sprememba. To se vidi na samih mojih borbah, ker sem zelo fejst napredoval s pomočjo moje psihologinje, športne psihologinje, ker se je tudi zelo lahko zahvalim, v tem primeru Tjaša Jezernik, mi je zelo veliko pomagala. Kar se tiče same fizične priprave, sem tudi zelo veliko napredoval, moram reči, da sem delal z gospo Tatjano Klakočar-Tomazin, fitness center Sonček, in smo tudi, moram reči, da tega v Pekingu prej nisem imel. In v bistvu v Pekingu bi lahko rekel, da sem nastopil kot, če se tako izrazim, kot čisti amaterno. Vse, da sem tja prišel, sem mogel res velike rezultate narediti, ampak v primerjavi z Londonom, zdaj je druga olimpijada, je to čisto neka druga zgodba. To se vidi tudi na ostalih rezultatih, na ostalih Grand Slamih, svetovnih pokalih, kjer sem zdaj v zadnjih 2 letih, leto pa pol, nanizal 11 medalj svetovnih pokalov, samo prvo mi še manjka. Tako da moram reči, da sem zelo napredoval. Sam vrh sezone mislim, da smo trofli. V Londonu zelo dobro sem se počutil, fizično, psihično, bilo je, moram reči, da je res vse na tistem maksimumu, vsaj jaz tako mislim. Ampak reči, to je tisti en dan, ena tekma, kjer odločajo nijanse. Tudi ta korejski predstavnik, mislim na koncu pol, on je šel naprej, čez en krog je naletel na Francoza, od tega, ko ga vsi poznamo, Teddy Rinerja, ko je pač najboljši v moji kategoriji. Njega bi še teže premagal, on je bil pač olimpijski prvak pol. Tako da mi rekel, da moče glih nisem imel najbolj sreče žrebom, ker sem res padel v zelo težko četrtinko. Ampak moram reči, da kar se tiče forme, mislim, da smo kar zadeli. In na evropskem prvenstvu je bil nek mini vrh v tem letu, olimpijada pa ta glavni cilj, glavni vrh, in mislim, da smo dobro zadeli, da smo dobro delali. Vsi poznavalci juda, pa pač vsi, ko se ukvarjajo z judom, pa spremljajo to, nekako pravijo moja kategorija plus to, nekako, da mi tekmovalci moje kategorije pridejo izraza nekje po 27-28 letu starosti. Pa vse tja, naprimer, zdaj, če pogledam, z izjemo tega Francoza, vse medaliste na letošnjih olimpijskih igrah pa na evropskem prvenstvu, mislim, da je bil najmlajši 32 let. Tle od 31 do 34 let. Jaz sem zdaj 29 let, mislim, da sem že dosti zrel in mislim, da vsekakor je dosegljivo to prvo mesto. In vsekakor tudi ta medalja, ko sem že prej govoril na evropskem prvenstvu, ki se mi je zdaj 2-krat izmuznala, 2-krat sem že bil 5. in to 2-krat za malne. Tako da jaz mislim, da s takim delom naprej, seveda, če ne bo nekih poškodb, če bi z danes na jutri ne morem govoriti, ampak če bomo pač sodelovali pa delali tako, kot smo do zdaj, tudi s trenerjem Francijem Špesom,
zelo dobro sodelujemo, moram reči, da mi je zelo veliko dal v teh zadnjih letih, da mi zelo, bom kar po domače povedal, zelo paše kot trener. Jaz mislim, da ne bi smel biti strah tudi za to prvo mesto, pa za te večje medalje. In jaz verjamem v to, da nam bo to uspelo v prihodnjih letih ali pa v prihodnjem letu. Zaenkrat nasičenosti ni. Zaenkrat moram reči, da tudi vsekakor vsi vemo, iz finančne plati, iz vsega mi gre dobro. Mislim, da imam te zadeve poštimane. Pravkar končujem diplomo, pišem na fakulteti za strojništvo, bom zaključil. Tako da jaz mislim, da imam vse pogoje, da pač vsekakor gremo na ta tihi cilj Rio, kot ste rekli, pač nekje vrh moje kariere, tam bi bil nekje star 33 potem let. To bi bil potem nek moj zaključek. Je pa res, da judo se iz leta v leto tako fejst spreminja od pravil do tekmecev, da v tem trenutku si ne bi upal napovedati, da bom tam nastopil. Vsekakor je treba prvo normo narediti. Kot sem že prej dejal, tako mi je šlo v zadnjih časih, sem lahko skoraj 100%, da bom uspel priti v Rio, ampak vsekakor ne upam napovedati. Treba prvo normo narediti, treba prvo te lete oddelati. Pa kot sem že rekel, motiva je dost, želja je, nekako te osnovne pogoje imam poštimane. Tako da, če se bo to v teh naslednjih letih do začetka kvalifikacij, ki se začnejo 2014, 2 leta traja do 2016, od evropskega prvenstva, nekako, če bo to vse tako, kot je zdaj bilo, mislim, da nimam kaj za razmišljati, da ne bi nastopil. Je pa vsekakor, tle so poškodbe, tle so mlajši tekmeci, seveda. Videli se bo na teh svetovnih pokalih, Grand Slamih, evropskih svetovnih prvenstvih, pač če bom čutil, da to več ni to, da pač ne zmagujem, da ne prihajam do takšnih rezultatov, kot sem zdaj prihajal, pol verjetno ne bom vztrajal do konca. Če pa seveda bodo rezultati takšni, kot so bili zdaj v letu pa pol, pa se verjamem, da bodo še boljši, ker vem, da sem še več zmožen dati skozi neko zrelost, skozi vse, skozi neke izkušnje. Pa verjamem, da mi bo uspel priti v Rio, pa tako kot ste rekli, da bi bil to neke tretje moje olimpijske igre in bi res tisti vrh moje športne poti, da bi se nekako poskusil še bolj, čeprav res moram reči, da za London sem bil že fenomenalno pripravljen, ampak mogoče zrelost bo še večja, drugačno razmišljanje in nekako, da bi to bilo pač potem res ta vrh moje zaključka, mojega kariere. Naslednje leto je moj glavni cilj evropsko prvenstvo, manjka mi medalja, imam že ta 5., 7., 9. mesta. Probali bomo, tako kot ste rekli, probali bomo spremeniti v sami taktiki, načinu borbe, na posamezne tekmece, malo drugače bomo pristopili k delu. Seveda, vsak športnik, vsak trener poskuša, ko pač prije do nekega nivoja, poskuša nekaj spremeniti, da prije čez ta nivo. Zdaj, jaz v tem trenutku ne morem reči, kaj bomo spremenjali, videli bomo tekom sezone. Moja sezona se bo začela, ta tekmovalna svetovnih pokalov, pa to v februarju naslednje leto, 2013. Evropsko prvenstvo je v mesecu aprilu. Jaz mislim, da drug let, tako kot ste rekli, bo to neka stopnica, bomo videli v bistvu, kje sem, kaj je še treba narediti. Na pol prihajajoče leto 2014, ki bo pošlo zares, ki bomo začeli zbirati te točke, tekmovanje je ogromno. Vse bo povezano tudi s financami, tekme so širom po svetu, niso samo po Evropi. Je res veliko potovanja in treba bo vse narediti, da se sploh uvrstimo na te olimpijske igre. Res to ni tako enostavno. Pač, če na hitrico povem, v moji kategoriji nastopa, mislim, da je okrog 148 tekmovalcev. Na olimpijske igre pa pelje samo pri 22. Za primer, jaz sem bil zdaj pač za London na številki 13 na rankingu svetovnem, tako da to je šlo zdaj z lahkoto. Vse pravim, kot sem že prej rekel, ne upam reči za Rio, kaj bo, ampak da bom prišel med prvih 22 na svetu, vsekakor bo treba veliko garanja in kot sem rekel, jaz verjamem, da mi bo uspel, zdaj bomo pa videli, kaj bo.
Jaz bom rekel, da je to zelo pomembno, zelo ključni dejavnik, zato tega, ker kot nosilec v žrebu, vsekakor vsi mi, ko smo postavljeni med nosilce, tudi jaz, na primer, kot nosilec 13 na svetu, zdaj, ko sem bil, ne morem naleteti na prvega nosilca, prvo kolo. Vsi vemo, da prvo kolo je najbolj pomembno. Malo si v krču, ni še tiste prave, normalno se ti prav greješ pred borbo, vse, ampak vsekakor, ko daš ti eno borbo čez, je to čist drugo počutje, če zmagaš, dobiš nek dodaten zagon, malo se otrešeš tiste treme. Normalno, če gre to za veliko tekmovanje, ni te strah zdaj borbe, jaz se navajam boriti, ampak to, ko se velike zmage, to so vprašanje uspehi, medalje, čim dlje da priješ in zelo pomembno je, če si nosilec. Vsekakor, če nisi nosilec, če računam, da si nekje od številke 30-40, naletiš, ne vem, na nosilca lahko od 1 do 20, na primer, v samem žrebu. Jaz kot nosilec 13, v lanski sezoni nisem nikakor kot prvo borbo mogel naleteti na te nosilce. To mislim, da je zelo pomembno, ker ti iz kroga v krog, ko zmaguješ, dobivaš večjo samozavest, počutiš se bolj sproščenega, nekako večji zagon dobiš. In vsaj iz mojega vidika, tako jaz gledam, je to zelo pomembno. To je en velik problem pri nas v Sloveniji, če se malo pošalim, tako velikih fantov, pa tako težkih je zelo malo. Kako se naj izrazim, pošten trening, prav trening za mene, da ga jaz v Sloveniji naredim, zelo težk. Tle v klubu pač poskušamo, da se nekako partnerji na meni menjujejo od 90 kg pa vse tja do 100. Ampak še kakor to je čista razlika potem, ko se ti pač primeš s tem vrhunskim tekmovalcem iste kategorije kot sem jaz. Kar se tiče samih priprav, ni dobene znanosti, vse je potrebno potovati ven. In največji problem je, da te večje države, kot so Francija, Nemčija, Rusija, v zaključnih pripravah, v zaključnih delov pred evropskim prvenstvom, svetovnim, pred olimpijskim igram, te nikako ne spustijo zraven. Tudi če imaš denar, tudi če imaš neka poznanstva pred tem večjim tekmovanjem, pač ko oni tempirajo to formo, ko pač pred temi večjimi tekmovanji nekako ne moreš zraven priti. Obstajajo pa vsekakor te uradni kampi, te uradne priprave, kjer se pač borim s temi vsemi, z najboljšimi. Ampak to je ponavadi, ne vem, po en teden so priprave, pa greš domov, pa pol čez en mesec spet en teden. Vsekakor je to ni tako, da bi za en mesec z njimi treniral, ali pa 2 meseca, ali pa pol leta. To sploh ni mogoče. Mislim, dobena od teh večjih držav velesil te ne spusti zraven. Tako da to je zelo velik problem. V bistvu moje priprave najbolj kakovostne so vse te, ko so uradne priprave, kjer vsi pridejo, pač poskušajo nasprotnike, delajo taktiko. Žal jaz na teh pripravah moram probati vse. Zaradi tega, ker nimam kaj skrivati, ker nimam doma kaj delati. Oni tam propavajo, na primer en Francoz ima doma še 20-30 takih, ko je nas tam na teh pripravah. In on v bistvu lahko tam malo proučuje, po domače povedano, malo se pušča, jaz moram tam vse probati, ker tudi kako sem fizično pripravljen, da grem pač tisti, da dam maksimal v borbi, ker ga doma nekako vse spravim do tega maksimuma, kot sem prej rekel, zmenjavo partnerjev, ampak to ni isto, kot na, ne vem, samem svetovnem pokalu pola ali pa na nekih drugih pripravah. In vsekakor je to nek minus, ampak dobro, mi smo Slovenija, vsekakor nismo veliki kot ostale države, ampak poskušamo parirati z nekim tem planom, hodimo po pripravah in pač poskušamo najboljš odnesti tam. Pa jaz moram reči, da v bistvu državno prvenstvo meni nič ne pomeni, tako čist. Zdaj vsekakor, da moram reči, če bi izgubil, da bi mi bilo vse, ne bi mi bilo, ampak glede na to, da je konkurenca zelo mala, vsekakor je nekaj mladih fantov, lahko te to preseneti, ampak meni se cilji svetovni pokali, Grand Slami, svetovno evropskega prvenstva, jaz na teh letih, ko me pač domače tekme več ne zanimajo, tudi malo tekmujem po Sloveniji. Je pa vsekakor motiv, biti državni prvak je nekaj zelo lepega in bom nastopil normalno, dal vse od sebe. Verjetno tudi verjamem to, da bom osvojil naslov državnega prvaka, ampak se pravim, tle nas je mogoče, v mojem klubu je še Vito Dragič, ki je v bistvu gre po mojih stopinjah, trenira z mano, se zelo dobro poznamo, mlad fant in mogoče še par drugih iz drugih klubov, to je pa tudi vse. Fanti tudi mogoče niso
niso profesionalno v tem, pa zraven opravljajo neko službo, hodijo v šolo, kar je pri meni velika razlika in tega v Sloveniji manjka, ne. Vsekakor je vse povezano s financi, s pogoji in če bi pač to bilo boljše, bi bila tudi večja konkurenca, ne. Vse to je v bistvu v Sloveniji v vseh kategorijah, ne. Je neka konkurenca, ne morem reči, da zdaj kar priješ, pa bi človek rekel, da pač osvojiš naslov prvaka brez treninga, to ne gre nikjer, ne. To tudi pri meni, ko mogoče odstopam od nekaterih tekmovalcev, ni tako enostavno. Ampak je res, da je pa to zelo, zelo velika razlika, ko pa pol nastopiš čez mejo, no. Verjetno sem se že dostikrat, pa še lahko enkrat se zahvaljujem Judoklub Impolu, da so me tako dobro sprejeli. Vsekakor to je en ključnih uspehov, mojih uspehov, da sem se pač odločil pred 8 leti, mislim, da že 9 leto teče, da sem prišel tekmovati v Judoklub Impol. Vsi vemo, da je to eden najstarejših, najbolj tradicionalnih klubov v Sloveniji. V moški konkurenci mislim, da se ve že prej od same ekipe, od starih tekmovalcev, ki so bili do zdaj, se delajo skozi neki rezultati, se dela dobro in jaz mislim, da ne morem vedeti, nobeden ne more vedeti, ampak če se ne bi takrat odločil, pa prišel v ta klub, vprašanje, če bi sploh videl olimpijske igre kjere. Vprašanje, če bi videl sploh kjero svetovno prvenstvo, ker pač takrat se je cela zgodba začela drugače odvijati. Tle se dela po nekem planu. Vsekakor za nami stoji tovarna Impol, ki nam je velik sponzor, ki nam ogromno pomeni, ki nam nudi vse možne pogoje za res nemoteno delo. In na koncu koncev, ko vse to strnemo, dobro vemo, da brez tega ne gre. Lepo je biti tekmovalec, lepo je tekmovati, lepo je delati rezultate, samo v bistvu, če ni teh ljudi, ki pač poskrbijo za sredstva pa za pač nemoteno delo, tudi nas samih športnikov ni. Obratno enako, če nas ni, njih ni in mi se tega dobro v našem kolektivu zavedamo in jaz mislim, da super delujemo in če bo Judoklub Impol tako naprej deloval tudi z nasledniki, ki prihajajo z mlajšimi, ko nas bojo začeli premagovati, pa bomo že mi v odhodu, pa bojo tako delali, kot smo mi, mislim, da ni straha za judo v Bistrici in seveda Judoklub Impol. Punce so pač pokazale, da so iz pravega testa, kaj naj rečem, vzele so vse te velike medalje. Urška svaka je čast, mislim, pokazala je vse, ima 2 olimpijske medalje, zlato olimpijsko medaljo. Mi fantje še to lovimo od naše, pač zaenkrat je bil Filip Lešček tisti, ko je bil 5. na zadnje, ko ima večji rezultat na olimpijskih igrah pač v moški konkurenci in mi to lovimo. Jaz verjamem, da bo enemu od nas tudi uspel že v Rio, če ne v Rio, še mogoče kasnejšim generacijam, ker tudi moški judo se je zelo dvignil. Vsekakor punce so poskrbele za zelo veliko prepoznavnost juda v Sloveniji. To že moram reči, sploh primer, kar slišim, kar se govori po mestu, kar govorijo ljudje. Po sami osvojitvi medalje Urške v Londonu, na primer, so vse naše ostale nastope, veliko več ljudi jih je spremljalo, jih je zanimalo, čeprav mogoče niso vedeli za nas, ne. Mislim, da se s tem zelo dviguje popularnost juda. Konec konca pa tudi sami mi moški že počas dihamo za vratnik puncam, res še nimamo teh največjih medalj, ampak na zadnjih teh tekmah smo nastopili jaz, Roki pa Aljaž in teh večjih tekmovanjih in res ne zaostajamo več veliko za njimi in jaz verjamem, da bo enemu od nas uspel, ali pa se, kot sem že rekel, mlajšim generacijam pol, da delamo v pravo smer, da gre reprezentanca v pravo smer in da bo judo še bolj popularen. Še se da spopularizirati v Sloveniji in verjamem, da se bo to zgodilo. Tudi z našo pomočjo, s pomočjo vseh ostalih novinarjev, seveda vas, ki nam zelo pomagate in verjamem, da bomo še šli kako stopničko više. Prva želja je seveda, ki verjamem, da se mi bo uresničila, je pač, da zaključim študij, da zdajle diplomiram na fakulteti za strojništvo v Mariboru. Potem pa vsekakor želim si zdravja, da bom srečen in čim boljši začetek v novo sezono in seveda čim boljši štart proti Riu, kot smo se prej pogovarjali. To je bil zadnji Športni kompas v letu 2012. Z njim zaključujemo tovrstno prisotnost na športnih terenih v severovzhodni Sloveniji.
V prihodnjem letu vas bomo s športnimi dogodki seznanjali na nekoliko drugačen način. Hvala za vašo zvestobo in veliko sreče, zdravja in športnih užitkov tako vam, kot našim športnikom želimo v letu 2013. Nasvidenje in prijetne praznike.